Mogoče veš kaj več o tem projektu. Jaz sem raziskoval to za eno drugo epizodo in takrat je bilo pač jasno, da se bo ta center gradil v neki odročnem mestu, niti ne recimo v Zagrebu ali kakorkoli, ampak bojo prav eno zemljo zakupili izven teh urbanih predelov in ta center naj bi vseboval, se pravi, stadion plus kar nekak Silicon Valley bodo zgradili residential area in potem podjetja znotraj, ki bodo delovala kot sandbox. Se pravi, da boš imel podjetja, ki bodo zgradila svoje startupe, nekako razvijale ideje in potem bojo te ideje lahko aplicirali na to skupnost notri. Ne vem, recimo, da boš imel en startup, ki bo zgradil game in ga bo lahko potem promoviral recimo znotraj tega stadiona ali pa bojo naredili turnirje v tem stadionu. Ampak še vedno mi ni jasno, kako so uspeli to dejansko financirati. En odgovor je morda pač kakšen olje, kaj podobnega, kakšen narod tam. Drugo je pa treba počakati, ker Hrvat ima kar nekaj velikih projektov zdaj izdanih. En je ta, drugi je bil, da bojo gradili stezo za Formulo 1. Tako da treba počakati, ker tu so kar veliki denarji in glede na trenutno stanje športa v svetu, po moje se marsikdo tudi nazaj povlekel. In ali bo šel na backlog ta projekt, ali se bo zdaj čakalo, se točno ne ve, kaj bo s tem. Poročano je bilo, da 90% proračuna ne bi prihajali iz evropskih sredstev. Zakaj bi Evropska unija recimo to promovirala? Ampak glede na to, da je ta scena že zelo močna v Franciji, Španiji, Italiji, Angliji in tako naprej, se mi zdi, je common sense, da bi se lahko to razvijalo tudi v manj razvitih državah na področju e-športa. Right? Bi želeli pač tudi tam nekako kultivirati igralce, glede na to, da precej igralce prihaja tudi iz tega sveta, right? Ker je e-šport mogoče manj razvit. Tudi Slovenci imamo pač kar precej, se mi zdi, igralcev na visoki ravni, glede na to, kakšna infrastruktura obstaja znotraj e-športa.